Pozdravljeni. Ponedeljek po dirki za veliko nagrado je rezerviran za naš klasičen komentar in tudi tokrat si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na nedeljski dirki za veliko nagrado Nizozemske. Kot ponavadi bo tudi tokrat naš komentar razdeljen na tista dva poglavitna dela. V prvem si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na progi, medtem ko v drugem bomo najprej analizirali napovedi strategij in seveda rezultate na to primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo z dirko za veliko nagrado Nizozemske. Tam se je zgodilo marsikaj zanimivega. Na samem začetku je treba poudariti, da smo na pravi štart dirke morali čakati kar dobrih 45 minut. Namreč v prvem krogu se je zgodila nesreča, ker je Max Verstappen razbil svojega Red Bulla RB22. Šlo je za vozniško napako. Namreč nekaj ur pred začetkom same dirke je na progi v Zandvoortu deževalo. In Max Verstappen, ki je začel v ozadju, ampak na pnevmatiki soft, je pretiraval. Želel si je prebiti naprej praktično v prvih krogih. In seveda v ovinku Luijendijk je prišel na tisto belo obarvano območje robnika, kjer je izgubil oblast nad svojim Red Bullom in seveda povzročil približno 40 minut čakanja. In tu je treba povedati, da smo na to v tistem drugem pravem štartu zopet bili kmalu prisiljeni na čakanje. Namreč v formacijskem krogu se je ustavil Oliver Bearman in potrebno je bilo narediti še enega. Ampak nič takega. Tu je treba povedati, da so mnogi bili presenečeni nad tistim, kar je pokazal kakšnejši zmagovalec Lando Norris. Ampak treba je poudariti, da na začetku dirke za veliko nagrado Nizozemske sploh ni bil tako odločen, tako dober. Andrea Kimi Antonelli ga je prehitel v začetnih fazah in Lando Norris je prvi štart, tisti, kjer je bil prisoten še Max Verstappen, opravil na pnevmatiki medium. Na to, ko je videl izbor Ferrarija, je tudi on v obdobju rdeče zastave šel na soft. Ampak soft pnevmatika pri Landu Norrisu v tistem prvem delu ni dala nobene bistvene prednosti, kot smo videli tudi pri Ferrariju, ni bilo nič drugače. Ampak tu moramo povedati, da se je pri McLarenu zgodilo nekaj čudnega, vsaj po mojem skromnem mnenju. Oscar Piastri že praktično celo leto ni tisti pravi. Na veliki nagradi Nizozemske v lanski sezoni je dosegel zmago in poleg tega še tako imenovani Grand Slam. Ampak tokrat videli smo ga, da na tistem drugem štartu je začel na pnevmatiki hard. Čisto obratno od svojega moštvenega kolege. In tu ni nič napačnega in nič takega, kar bi bilo vredno graje. Pri McLarenu so se odločili za dve nasprotni strategiji, za dva nasprotna pola. Ampak, če nekdo montira pnevmatiko hard, bi pričakovali, da bo vztrajal na progi dlje kot ostali. Oscar Piastri je pa tu praktično vse nas presenetil in se je ustavil med prvimi. In razlog
verjetno je neznanka. A ne smemo mimo niti izjemno slabe dirke samega Georgea Russella. Seveda, George Russell ni imel pole positiona, ampak zagotovo je bil na kvalifikacijah boljši od Andreja Kimija Antonellija. Na dirki, že pri tistem prvem štartu je izgubil mesto in nato v nadaljevanju ni blestel. In tu, kot bomo videli v nadaljevanju, je lahko tudi razlog, da so ga tokrat pri tovarniški ekipi Mercedes žrtvovali. Odločitev Mercedesa je bila pravilna, a tudi o tem nekoliko kasneje. Andrea Kimi Antonelli na koncu ni zmagal, čeprav je vodil, lahko bi dejali, praktično prvo in drugo tretjino dirke, a treba je povedati, da je pravzaprav tisti, ki je največ odnesel iz tega vikenda, ki je bil posvečen veliki nagradi Nizozemske. Njegova prednost pred zasledovalci se je povečala, če me spomin ne vara, za 9 točk. In treba je povedati, da imamo tako Lewisa Hamiltona kot Georgea Russella sedaj z enakim številom točk. Če gledate lestvico, boste opazili, da je Russell drugi in Hamilton tretji, ampak to zaradi tega, ker ima Russell zmago več. A v tem trenutku to ni toliko pomembno. Pomembno je nekako razumeti, da je bil Antonelli kljub temu, da ni zmagal sprinta in ni zmagal dirke za veliko nagrado, oni, ki je v bistvu svojo prednost povečal. In to je važno, če želi postati svetovni prvak na koncu. Zmaga Landa Norrisa je seveda pomembna za njegovo moralo. Druga praktično za tisto, ki jo je ubeležil na veliki nagradi Madžarske, pomeni, da ga bomo lahko videli tam zgoraj še na marsikateri naslednji veliki nagradi, ki je na koledarju. Čeprav njegov zaostanek za Antonellijem je takšen, da v bistvu bi ga izjemno težko nekako šteli med one favorite. In tu je treba povedati, da McLaren, kateri še zmeraj igra vse in edino na Landa Norrisa, tudi v konstruktorskem seštevku ni tako blizu, kot bi lahko bil. In tu se seveda odpirajo razne teorije, kaj bi bilo bolje za Piastrija. Osebno še zmeraj trdim, da menjava ekipe bila dobrodošla, ampak v situaciji, kot je sedanja, v bistvu Piastri tudi ne bi imel tiste prave priložnosti oziroma ne bi dobil pravega mesta. Tu je treba povedati, da sta oba Mercedesa v zadnji tretjini dirke imela precej težav. Andrea Kimi Antonelli z drugim setom pneumatik hard ni bil zadovoljen. Videlo se je, da težko rotira v samih ovinkih in da na njegovi zadnji premi nekaj ni delovalo, in govorim o pneumatikah. In tu smo v živo že razglabljali, ali so bili vremenski pogoji takšni, da so nekako prisilili Mercedesa v tisto dodatno menjavo pri Antonelliju. Treba je povedati, da imam tu uradne podatke in da nisem videl nič kaj takega, kar bi to teorijo nekako potrdilo. V mojem skromnem mnenju je imel Andrea Kimi Antonelli drugačen set pneumatik hard od onih, ki jih je uporabljal v centralnem delu dirke. In tu bi se lahko začeli spraševati, zakaj na koncu niso uporabili seta medium. Seveda, tu bi lahko malce tvegali in dejali, da ni imel novega seta medium in ne vemo, kako iztrošen je bil oni rabljen set na razpolago, ampak vseeno vprašanje, ki se meni zdi zanimivo. A o strategiji se bomo pogovarjali malce bolj naprej. Glavna
točka zadnjega dela dirke za veliko nagrado Nizozemske je bila pa tista vezana na moštvene ukaze pri Mercedesu in seveda neupoštevanje le-teh pri Ferrari. Pri tovarniški ekipi Mercedes smo takoj zaslišali, v trenutku, ko se je približeval Andrea Kimi Antonelli Georgeu Russellu, naj enostavno zamenjata mesti in seveda tako je Antonelli odšel naprej. George Russell se je v resnici malce portibil, ampak nič kaj takega, nič kaj podobnega njegovemu karakterju, ki zna biti, bodimo iskreni, marsikdaj tudi malce jokav. In tu moramo razumeti, da ukolikor bi Antonelli ostal za Russellom, bi to pomenilo, da bi dali pri Mercedesu možnost Lewisu Hamiltonu, da bi prehitel Antonellija in tako znižal tisti zaostanek, ki ga ima za italijanskim voznikom. Odločitev pravilna in seveda izvedba tudi med obema voznikoma kaže na to, da sta predana ekipi. Pri skuderiji Ferrari smo videli nasprotno sliko. O tem, o podrobnostih bomo bolj natančno govorili v posebnem prispevku, kajti drugače bi bil ta komentar bistveno predolg, ampak Charles Leclerc je zadržal Lewisa Hamiltona. In tam govorimo, da je Hamilton izgubil nekaj sekund, ne nekaj desetin. Lewis Hamilton seveda ni bil zadovoljen s tem, kako so pri Ferrariju vse skupaj speljali. In tudi Charles Leclerc po končani dirki je nekako zmajal z glavo, ko je gledal Lewisa Hamiltona. Tu je treba poudariti, da je imel Hamilton možnost priti na 3. mesto, če ne bi izgubil po poti časa. Ampak, kot sem dejal, o tem v posebnem prispevku. Mene je tu iz tehničnega vidika nekako presenetilo nekaj drugega. Namreč Lewis Hamilton s pneumatiko soft ni bil sposoben prehiteti Georgea Russella s pneumatiko hard. In kljub temu, da je imel Ferrari novo dno, medtem ko Mercedes je imel tu na progi manjše popravke na zavornih košarah. 2 stopnji pneumatike sta ogromno, še posebej, če imaš dobro pneumatiko, naprimer, kot jo je imel Lewis Hamilton, in imaš bistveno boljši ritem. Zopet potrditev tistega, kar smo govorili v preteklih mesecih. Ni težava v samem razvoju SF Pomišljaj 26, težava je v konceptu. In tu še nekaj. V mojih predhodnih prispevkih sem si drznil napovedati, da bo Ferrari 3. sila. In nekaterim gorečim navijačem to seveda ni bilo všeč. In nekdo je celo dejal, da bomo videli po dirki. Treba je tu dodati, da sam ne dovolim, da moja čustva vplivajo na moje analize. In skušam biti čim bolj realen, čim bolj objektiven. Menim, da postaviti na veliki nagradi Ferrari kot 3. silo je bila realna zadeva, tako na kvalifikacijah, kot tudi na dirki. In verjamem, da bo sedaj marsikdo razumel, da proti Ferrariju nimam absolutno nič, ampak želim biti realen in objektiven. Če me kaj jezi, je predvsem to, da znajo zapraviti dobre priložnosti, kot smo videli tudi tokrat. In na zmagovalnem odru, seveda, kot sem že omenil, smo videli na vrhu Landa Norrisa, za njim je bil Andrea Kimi Antonelli in na 3. stopnički sam George Russell. Čeprav, kot sem dejal, tisti, ki je odnesel največ od celotnega dirkaškega vikenda, je bil po mojem mnenju Antonelli.
A ne smemo pozabiti, da v ozadju se je zgodilo nekaj izjemno pomembnega. Fernando Alonso z Aston Martinom, ki je imel nov pogonski sklop Honda, je prišel na 9. mesto. In tu ne smemo pozabiti nekaj, da je ta rezultat tudi nekako plod dobre strategije z enim postankom manj. In ne smemo sedaj misliti, da so težave Aston Martina kar tako izginile. Ampak fantastična vzpodbuda. Dvomim, da na veliki nagradi Italije bodo sposobni ponoviti kaj takega, ampak sanjati je dovoljeno. Tu ne smemo niti mimo dirk, ki smo jo videli pri Lawsonu in Tsunodi, kjer bi lahko dejali, da ne en in ne drugi nista pokazala nič fantastično izjemnega. Liam Lawson med dobitniki točk, ampak koliko je bil zadaj, praktično vozil je sam. Tako da tudi pribitek na koncu 10 sekund njegovega položaja ni spremenil. Tu bi lahko dejali, da pravzaprav, ko se bo vrnil Izak Hadjar v Red Bull, ne bomo videli nič drugačnega in nič novega. Lawson je dober kot rezerva, ampak ni tisti fenomen, kot so ga nekateri opisovali. In kar se tiče komentarja dirke za veliko nagrado Nizozemske, je seveda to vse. Dirka je bila dobra, napeta, mislim, da smo vsi uživali, a treba je povedati, da marsikdo je verjetno pričakoval tudi drugačne razplete. Poglejmo si predvsem, kaj so si mislili razni analitiki pri Pirelliju v našem drugem delu, v naši analizi strategije. Tu bi lahko dejali, da so nas zopet pri Pirelliju presenetili prvič z veliko število variacij na to temo, kaj bi lahko videli na progi, in drugič s tem, ko se niti ena ni izkazala blizu tistemu, kar smo na to videli na dirki. Meni je bilo čudno, da sem videl tam na vrhu strategiji z enim postankom. In priznam vam, da sem odkrito mislil, da sem se zmotil. Ampak na dirki smo videli čisto drugačno sliko. Naprimer, če pogledamo Landa Norrisa, bomo videli, da ukolikor ne bi bilo tiste rdeče zastave takoj v prvem krogu, bi v bistvu imel strategijo medium, hard, hard. Torej, točno tisto, ki sem jo nekako izbral sam. In George Russell je imel nekaj podobnega. Andrea Kimi Antonelli, kot smo že omenili, je imel težave s tistim drugim kompletom pneumatike hard in je bil v navednicah prisiljen v dodatno menjavo. Ampak, če pogledamo, bomo hitro ugotovili, da pravzaprav moje rešitve so bile bistveno bolj blizu realnosti od onih, ki so nam jih podali pri Pirelliju. S tem, da ima Pirelli ljudi tam na mestu in imajo, po mojem, bistveno več znanja kot jaz sam. Ampak tudi tokrat smo dokazali, od doma se da. Se da razumeti tisto pravo vizijo dirke. Seveda na naslednji veliki nagradi se bo lahko zgodilo čisto obratno. A za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.